V soboto 16. marca je v občini Moravske Toplice potekala tradicionalna čistilna akcija, s katero skušajo vedno znova navdihniti posameznike, da se obrnejo k okolju in poskrbijo zanj. Ob tem v občini vse posameznike opominjajo, kako veliko vlogo imajo, sploh ko se povežejo. Čistilno akcijo je organizirala občina Moravske Toplice v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in društvi. V Sebeborcih so vaščani in prostovoljci z delom zaštartali izpred vaško-gasilskega doma. Te akcije so seveda tradicionalne, glavni organizator je občina Moravske Toplice, tako da danes poteka akcija po celotni občini. Moram povedati, da se Sebeborci udeležujemo teh akcij vedno. Je pa včasih je leto, ko je večji obisk, včasih je manjši, danes je verjetno malo vreme, bo tudi vplivalo na to, ampak glede na to, koliko je že zdaj ljudi, pa da je še nekaj časa za zbiranje, upam, da bo. V glavnem opažamo, da je sama čistoča v samem naselju Sebeborci, torej kjer so hiše strnjene, v redu, tako da izgleda, da vsak pospravi pred svojo hišo oziroma se tudi tukaj ne odmetava smeti. Največji problem, kar smo zdaj opazili, je cesta, ki pelje proti Puconcem, to je cesta, kjer ni hiš, in ko se seveda pripeljemo z Murske Sobote, pa ravno do Sebeborec pospravijo zadnjo hrano in se potem to meče. Tako da na tistem delu moram danes poslati največ ekipne. Bomo pa seveda tudi ostali del vasi pogledali, samo vem, da bo tam dosti manj. Problem pa so ta divja odlagališča, ko pa se pripeljejo cele vreče smeti, odvržejo, in čeprav so tukaj naprej Vaneča, kjer je zbirni center in bi se lahko stvari odpeljale tja, in to je stvar, ki jo res ne razumemo, zakaj smo še v današnjem času, ko bi mogli biti bolj ozaveščeni, tako malo naredimo za naravo. In kaj kmalu je sledila delitev na skupine? Mi se bomo zdaj razdelili po skupinah, tako da, ker je tisto bolj prometna cesta, bomo tja verjetno poslali moške bolj, pa tudi to glavno cesto, ki pelje proti Martjancem, bodo starejši, z manjšimi otroci pa bomo šli po vasi in tu napravili, tako da nekje čez 15 minut, ali tako mislimo odhod, celo ker se napoveduje, da bo kasneje več dežja. Čistilne akcije se je udeležil tudi župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je poudaril, da so letos pohiteli. Eden od poglavitnih razlogov pa so zgodnji velikonočni prazniki. Občina Moravske Toplice obsega 28 krajevnih skupnosti in razen v 3 vsepovsod poteka danes čistilna akcija. Letos je malo bolj zgodaj, ker je tudi praznik Velika noč bolj zgodaj, in sicer pa imamo tudi zaradi tega bolj zgodaj, ker se kasneje začne bujna rast vegetacije, recimo maja, aprila, in se bolj vidi te odvržene ali pa odložene odpadke, zaradi tega imamo to zdaj. Običajno sodelujejo krajevne skupnosti z društvi, zdaj vmes so seveda tudi druge prireditve, zato nekateri kot so Andrejci, Martjanci in pa Filovci danes nimajo, bodo pa imeli eno od vikendov v prihodnosti. Zadnjo leto smo opažali, da je bilo odpadkov zbranih manj, običajno, ne vem, kakšnih 2-3 kamione po celi občini. Je pa res, da je letos specifično leto, ker smo ravno na prehodu iz lanskega v letošnje leto ukinili ekološke otoke. Se pravi, uvedli smo zbiranje raznih frakcij odpadnega materijala ali pa odpadkov, se pravi papir, steklo in drugo, od gospodinjstev, se pravi na licu mesta, in seveda ena od odločitev je bila, da se ukinejo ekološki otoki. V bistvu smo mi tudi prosili krajevne skupnosti, da naj malo v tem obdobju registrirajo, pa tudi danes na akciji mesta, kjer bi se pojavili recimo divja odlagališča, tako rekoč, ali pa večje količine odložene v naravno okolje. In tudi preko vašega medija prosim lastnike gozdov, njiv in podobno takih mest, da spremljajo dogajanje, namreč tudi po zakonu so lastniki zemljišč odgovorni za stanje
tudi v zvezi z odpadki. S pomladanskimi čistilnimi akcijami se tako ponovno osvešča ljudi o pomembnosti čistega okolja. Čim bolj čisto okolje in seveda čim manj odpadkov pa si želijo tudi v Moravskotopliški občini. Želimo si pa, da ko enkrat to očistimo, da tudi tako ostane.